rekel, ne. Sprav, če ti res ne ovnaš svojega življenja, ne, nisi ok svojo preteklosti in tako naprej, te bo črni humor, te bo triggeral znova in znova in znova in znova, ne. Če imaš te veliko morale noter, kaj je prav, kaj je narobe, ne, ni prav, da se delaš norca iz teh, ne. Čeprav večinoma, tudi iz črncev, ki so vici v črnci vejo, da obstajajo te vici, ni da so oni glupi, da ne vejo in oni se še bolj žalijo med sabo, kakor jih kakšni belci, ne. Samo da od strani belca so užaljeni, strani črnca niso. Ja. Ali pa tako naprej, ne, imaš tudi veliko vicev na invalide, pa priklikave ljudi, pa tako naprej, ne. Ampak večinoma, kar sem se jaz družil z ljudmi, ki so res ovnali, so se smejali. Jaz na Danskem sem se družil z enim iz Kameruna, je črn, pa sem rekel, stari, mene res nekaj zanima, meni je ta vic bolj smešen, samo me zanima, če tu tebe užal. In potem se je on bolj smejal kot jaz, razumeš, ker je prepoznal se noter, ker je rekel, ja, pač taki smo. In mi je bil moment tako top, pač to je to in je res, če ti ovnaš, razumeš, ljudje lahko rečejo karkoli, te to ne bo triggeralo, te to ne bo spravilo v razburjenje in tako naprej, če pa ne, pol pa, ampak zaradi tega lahko vedno prej vprašaš, a ne, lahko in ne moreš pa vedno, a ne. Ne vem, veliko je tle enih zadev, ki jih je treba. Na koncu se mi zdi, da glavno glede črnega humora je, če noben ne bo vzel nič osebno, potem tu lahko živi z lahkoto med nami, če ne pa se lahko dogajajo res velike bedarije. Garfner je rekel, Mujo je ulovil zlato ribico, ki mu je rekla, da če jo izpusti, njemu izpolni eno željo. On jo seveda izpusti in si zaželi, da bi imel tiča do kolen. Zlata ribica mu na to odgrizne obe nogi. Daj, no. Jaz sem mislil, da bo bilo, da bo zlata ribica skrajša noge. Ta je pa prav Ivič v glavi, ker naenkrat je zlata ribica ratala piranja. Če mi spustiš, ti spolnim eno željo. Daj upam, da kdo nima doma zlate ribice, no. Ker še otroci to potrošajo, mami se zlate ribice res lahko odgrizne noge. Ja, poglej. Dej prst noter, po moje ti ga bo celega odgrizala. Vidiš, da je brikete drugače. In to je, kar je vidiš, smešno pač. Meni so te zadeve pač smešne. Kje je ta ideja zdaj pač? In ko misliš, da veš, kaj bo bilo, pa pol pač pride nekaj drugega ven. Tako da ja, meni je the best črni humor, pač tako. Niso mi pa vsi smešni, eni so res butasti, pač. Eni se smeješ, zato ker so v taj vel situacijo, ki je človek povedal črni humor, ali pa bilo kjer vic, ali. In je bil res beden, tako ne moreš se smejati vicu, ampak se on model začne tako smejati, da se ti smejiš zraven, ker se smejiš njemu, ker ne dojameš, zakaj mu je tako smešno. Jaz res kakšnih ljudi, kakšen res beden vic, tako. Ne moreš ga spraviti skupaj, sam, ko se on to križi, se ti smejiš zraven, ker je pač njemu tok the best. Koliko je smeh nalezljiv pač, ali. Še boljši so oni, ki vedno, ko govorijo vic, vmes pozabijo, kako ga morajo povedati, veš. Meni je smešno že to, ker z Uršo je bila situacija, 2-3 tedne nazaj, ona meni, so slišala en vic, gre pa takole. In si kar reži, še predem, ker ne mora povedati vica, ker je toliko smešen, ker pol in ga nikoli ne slišiš, pač, ker vsakič, ko se spomnim na njega, se začne smejati. Meni je...